Lepo pozdravljeni, nadaljujemo s filmom Navadna hruška. Z mano pa je Gregor Božič, režiser, scenarist in direktor fotografije, in pa Marina Gumzi, scenaristka in producentka filma. Lepo pozdravljena, čestitke še enkrat. Hvala. Bi povedala, glede na to, da sta skupaj pisala scenarij, kako je nastala ideja za ta film, ki v bistvu na res tak inovativen način združuje dokumentarno, pa mogoče nek znanstveno-fantastični žanr? Mislim, lahko mogoče naredim kratek uvod, pa bo verjetno Gregor znal kaj bolj zanimivega povedati, pa vsebinsko bolj polnega. Ampak če damo okvir tej zgodbi, mogoče se zdaj gleda, jaz tudi osebno gledam kot relativno inovativno formo, je pa prišlo do nje bolj kot ne po naključju. Tako da je treba biti iskren in povedati, da ni bila zamišljena od vsega začetka tako inovativno, da se je zgodila on the way, da je v bistvu 2019 smo začeli delati ta projekt po Kostanjevih gozdovih. Nekako se nam je zdelo, da je bilo fajn narediti nekaj malo bolj enostavnega, pa mogoče tako bolj sproti, pa nekaj, kar je povezano mogoče s tem, kar je Gregor itak že delal, se pravi raziskava starih sadnih sort, da bi to tako prišlo avtomatično, in tudi se je začelo nekako tako dost organsko. Potem pa so se stvari malo zakomplicirane. Mogoče lahko ti od tukaj naprej poveš, Gregor, no? Zakaj se zakomplicira? Ne, mislim, sem že pozabil, da smo začeli tako. Ja. Res je to, vedno znova imamo to ambicijo, da bi nekaj naredili preprosto in pol vedno zakompliciramo na največji možen način. In to, kar ti je bilo, se mi zdi pa sploh, ne, zato ker smo začeli s to idejo, mislim, prijavili smo tudi na SFC kratki dokumentarni film, v katerem naj bi nastopali tej stari kmetovalci, ki bi govorili o teh sortah. Se pravi, to je povzeto po tej knjigi, ki sem jo jaz naredil, ki se kliče Sadje sonca, kjer so zbrane vse te zgodbe pač prebivalcev večinoma Goriških Brd, ampak celotne te goriške regije. In takrat sva z Marino razmišljala, da bi se šlo pač v neko res dokumentarno beleženje, bi jaz temu rekel, dokler so te ljudje še z nami. Pa se je zgodil COVID in se v bistvu kar nekaj teh ljudi ni bilo več z nami. In tudi v bistvu, kar je bilo zanimivo nam, da ne samo, da so odšli ljudje, ki so bili res že v visoke starosti, tako da jih nismo uspeli posneti, ampak kar sem opazil, je, da so ta drevesa, za katero so skrbeli toliko in toliko let, pol odšla z njimi. To se mi je zdelo fascinantno. Kako je mogoče, da jaz teh dreves, ki sem jih še 10 let nazaj videl, pa so to bila 100-letna drevesa, naenkrat kar ni več. Ne? In takrat smo začeli malo razmišljati o tem, kaj je pravzaprav to, kar nas res zanima pri tej temi. A je to ta etnografski moment, ali je v bistvu ta neka povezava, ki je v bistvu neizgovorljiva med človekom in naravo, ne? Na nek način. In pol smo pač prišli pred veliko vprašanje, kako iz tega narediti film. Ne? Zato, ker imeli smo jalne 3 minute materijala, kar ni bilo dovolj za film. Čas je tekel, pa so se zgodili te požari na Krasu. In ko so se zgodili te požari na Krasu, mogoče se motim, no, ne spomnim se čisto točno, ampak mislim, da je to bilo, da nam je nekako kapelno, čakaj, mislim, ta prihodnost je že tu. Ne? Mi v bistvu ne rabimo zdaj neke strašne znanstvene fantastike, da bi govorili o nečem, kar je v bistvu zdaj aktualno, in te stvari, ki sem jih jaz videl tam, so v bistvu stvar neke preteklosti. Ne? In potem smo v bistvu začeli razmišljati, mi moramo v bistvu gledati na ta material, ki sem ga sicer posnel leta 2019, kot na neki iz daljne preteklosti. In v bistvu smo prišli na to idejo, da bi naredili neko prihodnost, ki niti ni tako oddaljena, zaradi tega, ker v tistem času, kdor je pač živel tam okrog teh požarov na Krasu, je vedel, da to bilo točno tako. To je bil en ogromen oblak, oranžen, pač, ki je prišel naenkrat nad Novo Gorico, ki je, ne, 20 km stran ali 30, je bilo kar zastrašujoče. Mislim, kar zgledalo apokaliptično. Tako da mislim, da je bil to začetek razmišljanja o tem, da bi v bistvu
obrnili perspektivo, da bi na ta material gledali z neke pozicije prihodnosti. Ne? In potem je prišla ta ideja, mislim, da je Marina prišla z nevroznanstveniki. Ugotovili smo, da v Berlinu obstaja inštitut, ki se kliče Max Planck inštitut, ki je zelo velik inštitut za nevroznanost, in oni imajo en odsek, ki se kliče Environmental Neuroscience. Se pravi, oni se ukvarjajo z okoljevarstveno nevroznanostjo in smo pa stopili v kontakt z eno znanstvenico, ki je bila zelo prijazna in nam je razložila eksperimente, ki jih počnejo. Se pravi, oni v bistvu analizirajo nekaj, kar bi po neki kmečki logiki vsak od nas verjetno vedel. To je, da človeku dobro dene, da se sprehaja po naravi. Ne? Ampak oni to delajo znanstveno, se pravi, skušajo dokazati, da je to dokazljivo. Ne? In tudi uspešno to delajo. Se pravi, so dokazali, da pač imamo mi nek del v možganih, ki se kliče amigdala, ki reagira na strah, ki se poveča, ko smo izpostavljeni strahu, in v bistvu oni delajo pol poskuse, ko ljudje hodijo po gozdu in pol jim merijo to amigdalo, pa jih izpostavijo nekim groznim prizorom in merijo to amigdalo in tako naprej. No. Skratka, oni znanstveno lahko dokažejo, da je to, kar vsi že dolgo vemo, ne? Ampak očitno smo pozabili vmes, da bi nam vsem koristilo, da smo malo odzuni in da bi nam koristilo, da se ne bombardiramo in koljemo, ne? Recimo. In pač iz tega smo pol štartali, ne? Nekako smo postavili ta nek okvir, zato da bi lahko te posnetke videli še skozi neko drugo prizmo. No? Tako. Ne, mislim, mogoče je zanimivo, da do tega trenutka je še kar dosti časa, mislim, je trajalo, potem je pa šlo dosti hitro vse skupaj. Tudi se nam je mudilo, ko smo bili tako pozni z pogodbenimi obveznostmi. Samo potem pa smo mi napisali ta prihodnostni del scenarija dosti hitro, posneli smo ga dosti hitro, sicer nismo več imeli denarja za to, pa smo vzeli neke svoje finance, ki smo jih slučajno imeli še, ne vem, distribucije Kostanjev, nekaj čist malo, in smo snemali 3 dni v inštitutu. Včeraj me nekdo vprašal, kje je ta fascinantna stavba. To je šole za nevroznanost nad Trstom, SISA se ji reče. To si ti našel nekje na enem obhodu in je se vse tako zelo hitro lepo poklopilo, in pa smo posneli ta del v 2 dneh, pa pol se mi zdi, ali 3 dneh. Pa smo se pa še kar nekaj časa zabavali z montažo. Da zaključim to zgodbo. Izpostavlja se to, kar se vedno izpostavi pri teh naših filmih, ki ne bazirajo toliko na rečemo, psihologiji, kot jo ponavadi gledamo v filmih, ne bazirajo na nekih likih, ki te vodijo skozi zgodbo, sploh ta kratki film, ne? Se pravi, nimaš teh klasičnih odnosov, ki bi jih lahko spremljal, in potem naenkrat moraš začeti govoriti preko vseh teh drugih področji, ki jih film lahko pričara, ampak je to zelo zahtevno, se mi zdi. In se pravi, vzpostaviti neko to novo realnost, sploh prihodnost, je bilo po mojem zelo zahtevno. Kot prej Marina, šlo sicer zelo hitro, ampak jaz mislim, da smo, ne vem, tudi budžet proporcionalno, ne vem, polovico budžeta namenili enemu kadru, in to je ta kadr te počivalne sobe. Ne? Da ti uspeš narediti nekaj, kar traja lahko ta minuto, koliko traja ta kadr, in da funkcionira, da ljudje, ko gledajo film, to vzamejo kot resničnost, ne? Čeprav je zgrajeno iz nule. S temi zavesami? Ja, to je. Je treba pač en kup nekega eforta skupinskega, ne? Tu je res tudi pomagal nam zelo dosti Branko Hojnik, scenograf, ki je prenesel to idejo s temi kokoni in tako naprej. In to smo tudi posneli na SISI, se pravi na tem inštitutu, v knjižnici, ki so jo oni kar prenavljali. Tako da smo imeli en velik prostor, ki je bil sicer gradbišče, ampak smo zaradi tega lahko pač v njem postavili, kar smo želeli. Tako da ja, kar naenkrat se je ta film iz nekega projekta, ker sem jaz res sam snemal te stare ljudi, spremenil nek set, ki je izgledal kot nek resen film, za en dan. Tako, za en dan. Ja, mislim, to je res čudovito posneto. Meni je delovalo malo kot nek retrofuturizem, v bistvu. Ne vem, je bil to namen. Mislim, ko smo se odločili za lokacijo, za ta inštitut, je bilo nam jasno, da bo to ta verjetno
da bo to ta smer, ta nek retrofuturizem, ker je sama zgradba nam je to nudila. Je pa sama zgradba fascinantna, zato ker je zdaj sicer res noter Inštitut za neuroznanost, ampak v osnovi je to bila bolnica, ki so jo zavezniki po drugi vojni naredili v Trstu. In kar je bilo meni noro, so bile te rulete, ne, ker je čist bizarno. Se pravi, ko nek, kao, rečemo temu, high-end tehnološko okolje, kjer se meri se neke, in pol imaš neke rulete iz leta 50, ki preprečujejo soncu, da bi prišel not v ta prostor. To se mi zdaj tako lucidna metafora na nek način, da smo nujno izkoristili, se pravi, to ni CGI, ne. Dosti ljudi misli, to je VFX, ni VFX, razen tega, da smo pač spojili razne te rulete, da se sočasno zapirajo, ampak dejansko to so rulete, ki jih oni tam imajo, zato ker imajo dejansko problem, ker je to južna lega, tam v hribu in imajo problem s hlajenjem, ker je tako vroče, da se oni v bistvu to, kar smo mi predstavili kot neko prihodnost, kjer se ljudje krijejo pred soncem, oni to vsak dan, njihov vsak dan. Ja, mislim, da nam je časa zmanjkalo, čeprav bi jaz z veseljem ta pogovor še nadaljevala, tako da najlepša hvala. Čestitke še enkrat za film, ki kot vemo ima tudi zelo uspešno mednarodno pot. Hvala še enkrat in tudi vam za pozornost. Kako vprašanje? Nič, ni vprašanje.